Čas je za prispevek zanimivosti. Tokrat vam prinašamo novico, da kljub govoricam vendarle ne bomo doživeli nadaljevanja predbožične more. Prav nasprotno se obeta oboževalcem najbolj priljubljenega duhca, kajti kot vse kaže, se Kasper vrača na velika platna. In še vesela novica za vse filmske ljubitelje znamk. Avgusta v prodajo prihajajo znamke z motivi priljubljenih risanih junakov. Člani kongresne knjižnice vsako leto izberejo 25 filmov in jih shranijo v tako imenovani ameriški narodni filmski register, saj si po njihovem mnenju le-ti zaslužijo ostati ohranjeni tudi za prihodnje generacije. Ker se je v zgodovini nabralo kar precej dobrih filmov, na seznam pa se jih letno lahko uvrsti le 25, so se tudi letos na seznamu znašle predvsem starejše, po večini že kultne klasike. Naj omenimo le nekaj tistih, po našem mnenju vam najbolj poznanih: Lucasov Imperij vrača udarec, Izganjalec hudiča, Malcolm X in komedija Rožnati panter. Vsekakor je ohranjanje filmske dediščine tudi po našem mnenju zelo spodbudno in še kako potrebno. Vse vas, ki ste se v minulih dneh veselili nadaljevanje vizualne mojstrovine Predbožična mora, katero je leta 1993 po zgodbi Tima Burtona režiral Henry Selick, moramo žal razočarati. Izvršni producent pri Tim Burton Productions Derek Frey je utišal vsa ugibanja in govorice z izjavo, da je vse skupaj samo velika laž. Kultni film o okostnjaku Jacku, ki si želi prisvojiti praznik Božič, ki ga je šele pred kratkim dodobra odkril, a je nad njim več kot navdušen, tako na srečo ne bo dobil svojega, če sodimo po že ustaljenih pravilih Hollywooda, slabšega naslednika. Veliko bolje pa kaže bržkone najbolj znanemu duhcu na svetu, govorimo seveda o prikupnem in nič kaj strašnem Kasperju. Njegovi lastniki, Classic Media, so v pogajanjih s studiom Universal, saj resno razmišljajo o novem igranem filmu o duhcu, ki za razliko svojih bratov ne straši ljudi, ampak se z njimi raje spoprijatelji. Malce presenetljivo, saj smo mnenja, da izvirnik iz leta 1995 pravzaprav sploh ni bil tako slab, da bi potreboval predelavo, a zgleda, da so si lastniki ob pogledu na milijone, ki jih trenutno služi filmska adaptacija Medveda Jogija, preprosto zaželeli tudi svoj kos pogače. Ameriška pošta bo avgusta izdala posebne zbirateljske znamke z motivi priljubljenih risanih junakov studija Pixar. Pixarjevi oboževalci širom Amerike bodo tako lahko izbirali med kar 5 različnimi znamkami, in sicer med Karlom iz lanskoletne nepozabne pustolovščine v Višave, Bazom in vedno zabavnimi zelenimi vesoljčki iz sveta igrač, Wallyjem iz istoimenskega animiranega filma, Remijem iz Ratatouilleja in Strelom McQueenom iz avtomobilov. Za konec pa še k priznani režiserki in scenaristki Sofiji Coppola. Slednja je razkrila, da bi njen lanskoletni z Zlatim levom nagrajen minimalističen in življenjski film Somewhere prvotno naj govoril o vampirjih, a je med razvijanjem same zgodbe spremenila svoje načrte in se raje posvetila razmerju med osamljenim zvezdnikom Johnnyjem in njegovo edino življenjsko srečo, simpatično hčerko Cleo.